Zgodbe odkrito.si. Čeprav je bil primer proti Jeffu Paleyju brez forenzičnih dokazov, morilskega orožja ali prič, je bil kljub temu 17 let pozneje spoznan za krivega. Verniki v eni od cerkva v ameriški zvezni državi Indiana 30. aprila leta 1989 niso dočakali maše. Častiti Robert Paley se ni prikazal, odsotna je bila tudi njegova družina. Ko so se zbrani časoma odpravili do sosednjih vrat, so pastorja, njegovo ženo in njuni dve hčerki našli v mlaki krvi. V oči je bodla odsotnost pastorjevega problematičnega sina Jeffa Paleyja, ki je takrat štel 17 let. Le nekaj tednov prej so ga aretirali zaradi vloma, oče pa mu je za kazen prepovedal udeležbo na maturantskem plesu. Policistom se je to zdel dovolj dober motiv in Jeff je postal glavni osumljenec. Naslednji dan so ga našli v zabaviščnem parku. Oblečen v obleko se je že od prejšnjega večera zabaval s prijatelji, s katerimi je bil nazanj prepovedan na maturantskem plesu. Na koncu je bil spoznan za krivega 4 umorov svojih družinskih članov, a vprašanje ostaja, ali je res moril. Robert Jeffrey Paley se je rodil 10. decembra leta 1971. Čeprav je osrednje poslanstvo njegovega očeta bila vera, je leta 1980 dobil mamljivo ponudbo na Floridi, in sicer na področju programiranja. 4 leta pozneje so njegovi soprogi Avi Paley diagnosticirali kožnega raka. Ta je bil zanjo usoden, ker je zavračala zdravljenje. Poleg Jeffa je za seboj pustila tudi hčerko Jackie, rojeno leta 1976. Nekaj mesecev pozneje je Robert Paley spoznal Dawn Huber, 27-letnico, ki je prav tako odovela. Preskočila iskrica, novembra leta 1985 pa sta se poročila. Jeff in Jackie sta svoje 3 polsestre Jessica, Janelle in Jolene spoznala šele na poroki. Družina se je leta 1986 preselila v Lakeville v Indiani. A medtem ko je Robert Paley v tamkajšnji župniji bedel nad 50 verniki, razmere doma niso bile najboljše. Odnosi naj bi bili še posebej napeti med očetom in sinom. Družina je v župnišču razmeroma neopazno živela do začetka leta 1989, ko so policisti Jeffa aretirali zaradi kraje zgoščenk in gotovine v enem od tamkajšnjih domovanj. Kot rečeno, oče je zanj odredil hišni pripor, kar naj bi sina povsem zlomilo, saj je to pomenilo, da ne bo mogel iti na maturantski ples. Preiskovalci domnevajo, da se ga je udeležil po tistem, ko je pokončal očeta, mačeho in 2 polsestri. Jeff je bil na lokalni policijski postaji zaslišan v spremstvu starih staršev, potem ko so ga policisti 30. aprila izsledili v zabaviščnem parku. Preiskovalci niso imeli ne morilskega orožja in ne prič, zanašali so se na posredne dokaze in časovno zaporedje dogodkov. 29. aprila je do 17. ure popoldne hišo Paley obiskalo več ljudi, da bi pokazali svoje oprave, pozneje pa nihče več. Jeffovega sivega Mustanga na dovozu do 17:30 ni več bilo. Časovno okno za usodno dejanje je tako bilo zelo majhno, kar ni govorilo v prid njegovi nedolžnosti. Teorija pomočnika okrožnega državnega tožilca okrožja St. Joseph Franka Schaefferja je bila sledeča. Po tistem, ko je z družinsko šibrovko pokončal 4 žrtve, je Jeff skril tako orožje kot naboje. Nato je opral svoje kavbojke ter se oprhan in oblečen odpeljal po svojo soplesalko. A dokazov, da bi ga obsodili, niso imeli. To se je spremenilo leta 2002. V času obtožbe je Jeff bil novopečeni družinski človek živeč na Floridi. Soditi so mu začeli leta 2006, pri čemer se je tožilstvo opiralo na sosledje dogodkov, kot so ga sestavili leta 1989. Njegovim pravnim zastopnikom se je ideja zdela smešna. Nikomur od tistih, ki so bili z njim na maturantskem plesu, se namreč ni zdelo, da je tistega večera kakorkoli izstopal. Bil je le eden od fantov. Leta 2006 je bil spoznan za krivega vseh obtožb in obsojen na 160 let za rešetkami. Nekaj let pozneje pa je Frances Watson vložila predlog za odpravo obsodbe, saj preiskava dejansko ni ugotovila, ali je bila tistega dne v pralnem stroju družine prisotna kri ali vsaj detergent za pranje perila, kar bi pomenilo, da je Jeff poskušal prati svoja okrvavljena oblačila. Tožilstvo je s tem, ko je trdilo, da jih je opral, vplivalo na poroto, je trdila Watsonova. Izkazalo pa se je tudi, da med dokazno gradivo ni bil uvrščen zanimiv prepis. Preiskovalci so leta 2003 zaslišali Toni Biller, ki je govorila o sumljivih poslih Roberta Paleyja na Floridi. Bal naj bi se, da ga bodo njegove stranke umorile, zato ni hotel biti najden.
Informacije v zvezi s tem pa ostajajo izmuzljive. Še vedno trdi, da je nedolžen. Jeff Paley tako ostaja za rešetkami. Njegovo največje upanje je ravno Billerjeva, seveda če bo v primeru vnovičnega sojenja le zaslišana. Zgodbe odkrito.si